Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo začenjamo kar na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo, kjer je danes izjemno živahno, kajti prišlo je ogromno motoristov. Prejšnji konec tedna ogromno kolesarjev, ta konec tedna, kot rečeno, motoristov. V moji družbi pa pozdravljam župana Janija Hrovata. Dobar dan. En lep dober dan vsem gledalcem ATM-a, tako da sami vidite resnično po podatkih, ki so mi jih dali organizatorji, je resnično preko 300 motorjev v kampu Špik, okrog 250 tujcev in preko 50 Slovencev. To se tudi po zastavah vidi. Motoristi tega kluba Goldwing, to je največje motorno kolo iz programa Honda, so znani po tem, da pač tudi pokažejo, odkot prihajajo na motor, namestijo zastave, kot vidite tle za nama. In v bistvu resnično po teh 3 tednih kolesarstva, v zadnji teden preko 2000 kolesarjev na teh trajdejsih, pa zdaj tole kar radimajo Kranjsko goro, teli ljudje, ki preživljajo prosti čas na 2 kolesah. Tudi jaz sem jih z motorjem prišel pogledat, sicer sem ga parkiral tam bolj zadaj, ker BMW ne paše v tako elitno druščino, pa sem ga tako malo bolj sramežljivo tam za ringmauer prislonil, pa čaka, da se zdaj odpeljem. No, čeprav so rekli, da bi vas vzeli medse. Ja, po figuri bi znal kakšnega takega pelati, ne rečem, da ne, ampak ne, mislim, da nisem še v pravi formi za take ladje, križarke. Mislim, da je še zmeraj starejši oziroma majhen hitršno. Torej, od koles k motorjem, kaj sploh še lahko pričakujemo v letošnji poletni sezoni? En odličen uvod je vse skupaj. Ja, resnično tukaj turizem Kranjska gora, pa tudi vsi subjekti v gospodarstvu dobro delujejo. Dvig nočitev v mesecu aprilu in maju je bil skoraj 40% glede na lansko leto. To je rekord rekordov. Zdaj ne moremo potem usoditi poletja, lahko je to samo nek preblisk, ampak dajmo verjeti, da bo vsaj 20% pa dviga ostalo tudi v poletju in da bomo imeli v Kranjski gori oziroma po celi občini Kranjska gora dobro sezono. Turizma seveda ne bi bilo brez dobre infrastrukture. Zdajle smo na gradbišču nove pešpoti Jasna Kranjska gora. Župan, kot se spomnim, tule je bilo odlagališče gradbenih odpadkov. Zdajle, kot kaže, bo kmalu vse drugače, seveda lepše. Ja, kar nekaj let, mogoče desetletij smo bili tukaj med Jasno in Lekom oziroma Kranjsko goro priča odvažanju teh gradbenih vse sorte odpadkov. Tale prekrasen gozdiček, tale v bistvu del ob Pišenci je v bistvu kazal res eno tako slabo luč Kranjske gore, pa smo se ga odločili, da se ga res uredi, da se zatrav, da se naredi ena taka peš potka skozi ta hlad, da se bojo lahko ljudje polet sprehajali. Tudi ta del, sama Pišenca, se bo lahko uporabljala za dodatno plažo, ki je v Jasni, kot vidite, zmeraj premajhna. In pač, kako naj rečem, to bo nek podaljšek Jasne proti Kranjski gori. Na drugi strani vidimo urejeno tiho potko. Turistično društvo Kranjska gora je na tihi potki in čez Drčev rut uredil tudi to trim stezo, ki smo jo poznali mi izpred 40-30 let. Bila je pač v klavrnem stanju, propadla je. Zdaj se je pa turistično društvo seveda s pomočjo občine odločil, da to obnovi, tako da bo ta krog v bistvu čez tole potko do Jasne, pa po tihi potki nazaj do Zagmajence in čez nov most nazaj v Kranjsko goro. Župan, zdajle stojiva na začetku tele trim steze, obnovljene znova čez Drčev rut. Skoraj vse je že nared.
Ja, prav predvčerajšnjem sem se sprehodil in mislim, da manjkajo samo še table in tale zadnja postaja, ki resnično ne vem pravzaprav, kaj bo tukaj, ampak mislim, da je kar več kot 10 teh postaj okrog Drčevega ruta in nazaj po tej tihi potki. Tukaj je že postavljena tabla, ki bo pač obveščala ljudi, pa na vseh teh postajah bodo pač te navodila za vaje oziroma te fitness vežbe. Obnovljen je tudi tale most pri Zagmajnici. Ja, most je nov, bil je narejen pred slabim mesecem dni. Obnavljamo tudi valobrane pod njim, da v primeru velikih vod most ne bo poškodovan oziroma uničen. Most je iz klasičnih materialov leskovina in se lepo vklaplja v ta naš alpski svet. Tudi ta hiša zadaj, ki jo vidimo, je sicer velika, ampak se mi zdi, da kar paše v našo arhitekturo. Čakamo samo še, da jeseni in naslednje leto korona prenovi obljubljeno objekt tudi v kmečkem oziroma v alpskem stilu, da ne bo v bistvu tako nedoločljiv tip objekta, kot je zdaj, ampak da bo veliko več lesa, kamna pa železa. Tako da jaz verjamem, da se bojo potrudili in da bo tale Zagmajenca z Drčevim rutom resnično zaživela tako v bistvu, kot je že včasih bila. Dela potekajo tudi v Kranjski Gori. Lani smo videli obnovo od Kompasa do Vope, zdaj je eno tako gradbišče še naprej do stare šole. Kaj se pravzaprav dogaja, kdaj bodo ta dela končana? Po pogodbi se morajo dela zaključiti prve dni julija. To, kar vidite za nama, pa spredaj do ta stare šole, je v bistvu adaptacija te ceste, povečanje pločnika, pa priprava za plavo cono. Na drugi strani pa tudi seveda je obnova odvodnjavanja, tako da meteorna kanalizacija se menja in pač to je ta del, drugi del prenove Kranjske Gore, ki se bo zaključil jeseni z tem delom od stare šole oziroma Belje, kot mu ljudje rečejo, pa do starega turističnega društva. To je ta wing mimo Razorja in ta park pred Šport Pointom in pred Razorjem. Tako da, ko zaključimo ta trg, park in ta del ceste, tukaj bo tudi prišla umiritev prometa na 10 ali pa na 30 km/h za začetek, bo Kranjska Gora vsa v bistvu nova in v bistvu prenovljena od Leka do uvoza na magistralo pri policiji. Sva že na novem gradbišču v Kranjski Gori pri pokopališču, tudi tu je že veliko postorjenega. Ja, ta pokopališče je bil res dotrajan. Sami se spomnite, kako je bilo komaj z avtom priti dol do Vešc. Odločili smo se, da bomo obnovili kompletnega letos in sicer zgornjega, spodnjega in tudi ta krog z dodatnimi parkirišči, se pravi tukaj za nama, tam vidimo te stroje, tako da bo lahko sprevod šel direktno in ne bo motil v bistvu oziroma se ne bo zatikal med kolesarji pa prometom tukaj na tej kolesarski, kjer se je zdaj uporabljal za ta v bistvu namen sprevoda pa tukaj gor. Na pokopališču smo seveda predvideli še kar nekaj stvari, ki se letos žal ne morejo še urediti. Predviden je žarni zid, se pravi tukaj desno žarni zid in seveda tudi ta mesto za raztros pepela pokojnih, ki je zmeraj bolj aktualen. Veliko ljudi se odloča zdaj za raztros, pa mislim, da moramo v Kranjski Gori narediti
nekaj posebenega, ne nekaj klasičnega. Kranjska gora je res alpska, se moramo pomatrati in narediti ta prostorček, intimen prostorček za razstres čisto v našem alpskem slogu. Mislim, da bomo s kakšnim pametnim projektantom to dorekli in to naredili. Župan, zdaj sva rekla nekaj o deloviščih po Kranjski gori, ampak seveda ni samo Kranjska gora polna gradbišč. Vem, da je v Ratečah zdaj kar veliko dela. Ja, obiskali smo nekaj ta večjih gradbišč v Kranjski gori, je pa v Ratečah v bistvu največje gradbišče letos v občini, prekopana pa razkopana je cela vas. Obnavljala se bo cesta, glavni trg, se pravi na Gorici v Ratečah, do avtobusne postaje, mimo cerkve se bo zgradil pločnik za pešce, javna razsvetljava, voda, kanalizacija se bo sanirala, kar je treba, in seveda meteorna kanalizacija, odvodnjavanje. Vse skupaj je v vrednosti skoraj 500 000 evrov. S tem bomo Rateče več ali manj zaključili. Ljudje, prebivalci Rateč morajo razumeti, da je pač velik poseg in da vsi skupaj majčkeno stisnemo zobe. Jaz verjamem, da bo gradbišče zaprto oziroma izgrajeno v roku. Rok je začetek julija, tako kot tukaj v Kranjski gori, mislim, da tam okrog 5. junija, če kakšen dan zamudijo, pač lahko tudi to pričakujemo, ampak več pa ne bi smeli. V Ratečah se bo nadaljevalo v jesenskem času obsežno delo proti Planici. V samem krožišču v križišču se bo izgradilo krožišče, pa peš pot preko tega dela ledin in tudi ta težko pričakovana in seveda tudi ta v bistvu težko izborjena kolesarska proti Planici je že v razpisu, tako da pričakujemo tudi to v letošnji jeseni in mogoče podaljšanje v drugo leto spomladi. V Martuljku je izbran izvajalec za pločnik in za cesto. Je pa res, da zdaj čakamo še, če bo kakšna pritožba. Je pa daljši rok izdelave, je mislim, da 410 dni, mislim, da če se ne motim 7 mesecev, tako da to v letošnjem letu ne bo zaključeno, bo pa vsekakor začeto in lahko v naslednji pomladi računamo otvoritev pločnika, javne razsvetljave in vsega, kar paše zraven v Martuljku. Vesel sem tudi na Belci, da smo se uspeli dogovoriti tako z lastniki zemljišč in seveda tudi z direkcijo, da bomo ob sanaciji asfalta uredili tudi pločnik, ki bo potekal od Potočnikove hiše pa do konca. Mislim, da do Vidmarjeve v dolžini, mogoče sem kakšno premalo rekel, ampak to približno poznam te hiše, v dolžini slabih 500 metrov, tudi z javno razsvetljavo, kar bo tudi Belco, spodnjo Belco izredno razbremenil in seveda povečalo varnost samih prebivalcev, otrok pa vseh teh, ki uporabljajo pločnik. V moji strani v poletnem času, v juliju ali avgustu, bo dokončan pločnik od šole do Planinskega muzeja. To je ta del, ki je bil lansko leto že začet in izgrajen do šole. Zbran je že izvajalec, cena je okrog 80 000 evrov, tukaj je pa investitor, komplet občina Kranjska gora, s tem bo tudi varnost šolskih otrok povečana, pa teh turistov, ki prehajajo iz centra moje strani, od trga Olimpijcev, ki je zdaj zelo dobro obiskan, od bifeja, trgovine, avtobusne postaje centra, pa proti
Slovenskemu planinskemu muzeju, Vratam, pa Grančišču, zdaj zmeraj bolj obiskanemu. Na Dovjem imamo že začeto gradnjo šole stare v centru Dovjega, ki je, mislim, da rok dokončanja letošnjo jesen. Pridobili bomo 3 nova manjša stanovanja, okrog 35-40 kvadratnih metrov velika. To bo velik dosežek in velik uspeh za naše mlade družine, ki potrebujejo stanovanja. Pa seveda bo sanirana statična hiša in fasada. To je pa uvod v bistvu celotne prenove Dovjega, ki se bo začela drugo leto in ki bo podobna tako finančno kot obsežno Ratečam. Mislim, da bo tudi vrednost nekih 500 000 evrov, če ne še kakšen evro več. Je pa Dovje izredno lepa vas, se moramo tudi potruditi izbrati pravega projektanta, da bo res načrt narisal tak, kot se za Dovje spodobi. Saniran bo vodovod, meteorna kanalizacija. Upam, da se uredi tudi ta in razširi, če se bomo zmenili z lastniki, ta pereča ozka cesta, ki jo poznamo proti Lipu od Britofa, se pravi od pokopališča pa proti Lipu v smeri Kranjske Gore. To je za zdaj. Je pa res, da je še ogromno projektov, ki so, oziroma gradbišč, teh stvari, ki se delajo po občini, pa ki jih zdaj le na pamet niti ne vem. Jih vidite stalno iz dneva v dan, tako da boste obveščeni, če vam karkoli, dragi gledalci, ni jasno, ni všeč, če vas kaj ovira, če vam preprečuje dostop, pokličite na komunalo, pokličite na občino, našo nadzorno oziroma tistega, ki je vodja gradbišča na tem delu, lahko tudi mene, če drugače ne gre, pa se bomo zgovorili in stvari uredili. Ja. Pač jaz od gradbišč tolikle, so pa se tako, kot sem že prej rekel, razpršene gradnje. Zdajle pa smo na prizorišču enega izjemnega meddruštvenega sodelovanja, gre za sodelovanje gasilcev. Ja, tukaj za nami vidimo vajo 3 zvez, in sicer gasilske zveze Tolmin, Bovec in Kranjska Gora. In sicer to so ženske ekipe, tako da vidite, da tudi ženske znajo pomagati pri reševanju materiala, gašenju. Tudi ponesrečence smo majčkeno prej še videli tukaj, kako jih oskrbujejo. Tako da to je v bistvu samo nadgradnja tega sodelovanja Kranjskogorske občinske gasilske zveze, ki že leta in desetletja teče meddržavno, se pravi z Italijo, Avstrijo, pa seveda tudi slovenskimi gasilskimi zvezami, od Jesenic, Radovljice, tudi seveda tako danes vidimo Bovca in Tolmina, naših sosedov. In nimam kaj reči drugega, kot da naši gasilci so ne samo dobro opremljeni, ampak tudi vrhunsko pač usposobljeni. Seveda pa sodelovanje 3 dežel ni samo na področju gasilstva, tu so se še šolarji, kulturniki, planinci. Ja, Karmen, res čist pri ta najmanjših se začne že v vrtcih, tam imamo te programe 5 rok. Že leta poteka sodelovanje med zamejskimi našimi vrtci. V vrtcih se že začnejo učiti na tujih jezikov, prav tako v zamejstvu pa slovenskega jezika in tudi na Trbižu, tako da to pa nadgrajujemo seveda tudi na kulturnem področju sodelovanje med šolami, med občinami, izredno dejavni smo na teh mednarodnih čezmejnih projektih. Zdaj, če kaj denarja bo ali ne bo, ne moram reči, ampak vsekakor veliko energije namenjamo v to. Tudi planinci delujejo preko mejno in reševalci. V bistvu ta nekoč
trda meja med Slovenijo oziroma Jugoslavijo ter našimi sosednjimi državami je zdaj v bistvu komaj prepoznavna. Kljub tem, da so spet na avstrijski meji prisotni cariniki oziroma policisti, mislim, da je to čist nekaj drugega, kot je bilo včasih in da tudi mislim, da ne bojo več dolgo stali. Torej, župan Jani Hrovat, hvala lepa za tole današnje popotovanje po kranjskogorski občini, po Zgornji Savski dolini in seveda želim obilo zagona pri delu tudi v teh poletnih mesecih, čeprav malo dopusta verjamem, da bo pa potem tudi naprej v jesen. Ja, vsekakor jaz tudi vama želim toplo poletje, pa čim več brezskrbnih dni z družinami, našim občanom pa želim seveda, da si oddahnejo, majčkeno počijejo. Tistih pa delajo v turizmu, pa da bojo vzdržali te 2-3 mesece, da bojo prijazni in da gremo pol, mi delamo v turizmu v septembru in oktobru, vsi skupaj za nepar dni zasluženo na počitnice. Hvala. Hvala lepa torej. Drage gledalke in gledalci, toliko torej v današnji oddaji. Hvala lepa, ker ste nas spremljali in nasvidenje.